V avli Narodnega doma Celje odprli razstavo Slovenska književnost na znamki. V Laškem imajo nov čebelarski center. Azija je vročila Almo Maksimiljano Karlin. Uspela zadnja generalka za nedeljski obračun proti Elverumu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V avli pred dvorano Narodnega doma so danes odprli priložnostno razstavo znamk z naslovom Slovenska književnost na znamkah. Avtor razstave je celjski filatelist Tone Petek. Ob otvoritvi so k sodelovanju povabili tudi šolarje, ki so ob tej priložnosti razmišljali o pomenu slovenske besede. Avtor razstave Tone Petek je doslej pripravil že kar nekaj filatelističnih razstav. Pričujoča, ki so jo odprli v avli Narodnega doma, je bila enkrat že na ogled v Ljubljani v predprostorih Državnega sveta. Tokrat pa je Celjanom na ogled dopolnjena. Razstava ima naslov Slovenska književnost na znamkah, kar sama po sebi pove, da gre za filatelijo, ki je šla na tleh Slovenije, to pomeni predvojno, medvojno, po vojni Jugoslaviji in pa seveda v Sloveniji, ki ima najbolj bogati prispevek slovenskih književnosti na znamkah. Vsi znameniti Slovenci z redkimi izjemami so na znamkah. Tisti, ki še niso, pa bodo verjetno prav gotovo, ko bo nastopil kak njihov jubilej. Znamke, Slovenska pošta in pa javnost, ki prispeva k odločitvam, kaj uvrstiti in koga uvrstiti na slovenske znamke, se tle izkazala in upam, da bo to politiko vodila še naprej. K razstavi so že ob ljubljanski postavitvi povabili društvo Rastoča knjiga, ki spodbuja branje slovenske besede. Jaz mislim, da je to zelo lepo, ker jaz sem prepričan, da je treba ob vsaki priliki poudarjati našo zgodovino, slovenstvo, slovensko knjigo, slovenske znamke. In tukaj smo izjemni, pri literaturi smo izjemni, tudi pri znamkah imamo dosti daljšo zgodovino, kot je naša država. Tako da jaz zelo podpiram to. Čeprav živimo v dobi digitalizacije, pošiljanje pisem in razglednic še ni izumrlo. S tem ohranjamo tudi znamke. In otroci so ob otvoritvi takole pisali misli znanim Slovencem. Učencem namreč želimo tudi s takšnim dogodkom ponuditi nekaj več od šolskih prostorov, to, kar se učijo v šoli, da so prišli v prelep Narodni dom Celje in tukaj bili tudi aktivni. Danes sodelujejo s pisanjem lepih misli, torej prepoznavnim in pa pomembnim osebnostim v slovenskem prostoru, ki seveda podpirajo lep slovenski jezik in tudi pisanje kot takšno. Sodelujejo pa učenci druge osnovne šole Celje, osnovne šole Frana Krajnca Celje, osnovne šole Primoža Trubarja Laško in pa naše osnovne šole Lava Celje. Otvoritve sta se udeležila tudi celjski podžupan in podžupanja Vladimir Ljubek in Breda Arnšek. V Narodnem domu, kjer domuje tudi mestna občina Celje, je že več kot 120 let. Je hram kulture, domoljubja in slovenstva. In tega se mi Celjani, se mi zdi, zelo dobro zavedamo. Literatura in književnost sta del kulture. In kultura je v Celju zapisana z veliko začetnico. In zato se mi zdi zelo primerno, da današnjo razstavo otvarjamo ravno v tej čudovitem Narodnem domu. Razstava bo na ogled še do konca meseca. Danes so v Laškem odprli nov čebelarski center, ki se nahaja na Mestni ulici 16 v Laškem. Upravnik centra bo Stik Laško, v njem pa so svoje domovanje našli laški čebelarji. Občina Laško je odkupila domačijo in v njej uredila čebelarski center, ki je v ponos mestu in del turistične ponudbe Laškega. Ja, v bistvu to je eden od prvih čebelnjakov verjetno v Sloveniji, ki je še tudi ohranjen. Nekakva posledica urbanega čebelarjenja. Tu je gospod Kraševec že pred dobrimi 70-80 leti imel čebele. Tu je svetoval raznim čebelarjem iz okolice Laškega. Skratka, bil je en mentor in mi smo nekako, glede na to, da smo ob širitvi tega cestišča tudi odkupili ta čebelnjak, smo se takrat odločili, da ga obnovimo in v naslednja faza je bila pač to, glede na to, da so lastniki prodajali to hišo, v kateri se zdaj tudi nekako ta čebelarski center
nahaja, smo pač tudi to hišo odkupili. Moram reči, da takrat, ko smo jo odkupali, nismo imeli točno namen ali pa nismo vedeli točno, zakaj jo kupujemo. Bilo je ogromno idej in na koncu jaz mislim, da smo prišli do enega čudovite izrabe tega prostora, se pravi, da je čebelarski center, glede na to, da tudi naša turistična destinacija že v samem naslovu nosi naziva meda in piva, se mi zdi, da bo to kar ena prijetna popestritev same dejavnosti v Laškem. V spodnjih prostorih zdaj domuje Čebelarsko društvo Laško. Cirka 32 let smo bili praktično brez svojih poslovnih prostorov, srečevali smo se, pa družili smo se bolj kot ne po gostinskih lokalih, po raznih dvorancah in tako naprej smo se stankovali. Pripravljali tudi čebelarske razstave, včasih v času piva in cveta smo imeli zelo odmevne in zelo velike čebelarske razstave. Žal, kaj je prineslo, ko smo izgubili zadnje prostore, smo svoj arhiv bogat, svoje rekvizite in tako naprej, kar smo imeli, čuvali nekaj po domovih, nekaj po nekih kletnih prostorih, vlažnih predvsem, tako da se veliko tega izgubili, veliko propadli in tako naprej. No, nekaj nam je pa kljub temu uspel obdržati in to se z veseljem tle v našem novem čebelarskem centru tudi prikažemo. Imamo še neke stvari v depojih, predvsem neke literature, starih knjig čebelarskih in tako naprej. To bomo v naslednjih dneh tudi še restaurirali, pa dali na svoje mesto, tako da bo tudi to še vidno, kar še mogoče danes ni. Prostori so namenjeni predstavitvi čebelarske dediščine, nadaljevanje le-te in tudi izobraževanju mladih. Prav tako pa se z njim krepijo informativno-turistične vsebine. Čebelarski center bo šel pod naše upravljanje, so pa čebelari in Čebelarsko društvo Laško res zelo aktivni v naši občini, tako da jih tudi zelo vključujemo v turistično ponudbo našega kraja. Med in medeni izdelki so v naši ponudbi spominkov na Tico Laško, kjer je tudi prodajalna domačih izdelkov las, in pa seveda jih ponujamo tudi kot doživetja. Možen je ogled čebelarstva Šolar, kjer so posebej specializirani za sprejem turistov. Prav tako se oni tudi ponašajo z medičarstvom, z večletno tradicijo izdelave lectov in pa medenjakov. Smo pa sedaj ravno pred kratkim razvili tudi nov 5-zvezdični turistični produkt, doživetje, gotično, namenjeno zahtevnejšim gostom, ki ga imenujemo Pivo cvetni potep po Laškem oziroma Honey Brutura, in inovativno in izredno zanimivo povezuje tradicijo pivovarstva in pa medičarstva, čebelarstva v Laškem in povezuje te grenka in sladka doživetja v naši destinaciji. Odprtja Čebelarskega centra se je udeležil tudi podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije. Naj vam ob tej priliki v imenu Čebelarske zveze Slovenije čestitam za otvoritev tega čebelarskega centra in možnost predstavitve čebelarstva, čebel, čebelarjev tudi ostalim ljudem, ne čebelarjem. Mislim, da je to zelo pomembna stvar, da je občina, lokalna skupnost poznala pomen čebelarstva in je tudi simbolično v mestni ulici pač uredila prostor, kjer se lahko čebelarji predstavimo. Čebelari se imamo s čim pokazati, s čim pohvaliti. Skrbimo za čebele, za opraševalce, za kulturno dediščino, za čuvanje okolja, narave. To je spoznal že cel svet. Morda malo manj tukaj v Sloveniji, vendar cel svet nam priznava vodilno vlogo na področju čebelarstva. Za kulturni program so poskrbeli učenec iz glasbene šole Laško Radeče in moški pevski zbor Čebelarske zveze Slovenije. V Stari grofiji Pokrajinskega muzeja Celje so odprli občasno razstavo z naslovom Azija me je povsem uročila. Razstava sovpada s 130-letnico rojstva Alme M. Karlin ter 100. obletnico njenega odhoda na pot okrog sveta.
Pričujoča občasna razstava, ki so jo podnaslovili s pomenljivim naslovom Azija me je povsem uročila, nam odstira še nekaj dognanj in spoznanj iz življenja znamenite Celjanke, svetovne popotnice in pisateljice Alme Maksimilijane Karlin. Razstava sovpada v letošnje Almino jubilejno leto, 130-letnico njenega rojstva in 100. obletnico njenega odhoda na pot okoli sveta in predstavlja čas, ki je bil za Almo Karlin nenavadno srečen čas. Na ogled so predmeti, ki jih je Alma zbrala med 8-letnim potovanjem po deželah vzhodne Azije, po deželah, za katere je zapisala, za Japonsko ljubljena Japonska, za Korejo dežela jutranje tišine ali za Kitajsko in Formozo, Tajvan, popotni paradiž. Nekaj značilnosti o razstavi nam je zaupal direktor Pokrajinskega muzeja Celje, profesor Stane Rozman. Ob 100. obletnici odhoda na pot Alme Maksimilijane Karlin okoli sveta, to je epsko potovanje, ki se ga je leta 1919 lotila in ga je po 8 letih končala. In ob 130-letnici njenega rojstva smo se v Pokrajinskem muzeju Celje odločili, da prikažemo delček njene poti. Ne celotno, kakor ponavadi, ampak samo ta del, ki bi mogoče bil celo po svoje najbolj interesanten. Tudi najlepši del njene poti, to je po Japonski, po Koreji, Kitajski in potem takratno Formozo, današnji Tajvan. Alma, ki je ves čas pridno kolekcionirala stvari, spremljala, slikala, pisala seveda tudi zraven, je za to svoje obdobje povedala, da je bilo najlepše na njeni poti, kajti to je bilo tudi edino obdobje, ki je Alma imela tudi zadosti denarja, ker se pozna tudi v njenih zbirkah, saj največ eksponatov, ki jih hrani Pokrajinski muzej Celje, izhaja ravno iz tega obdobja njene poti. Zato smo se odločili, da letos prikažemo ravno ta delček. Zraven je še bilo srečno naključje, kajti Filozofska fakulteta, oddelek za azijske študije, je preko razpisa ARSO tudi dela na projektu azijske zbirke v Sloveniji. In zato seveda muzej, ki ima bogato azijsko zbirko, seveda s pristopom k sodelovanju in eksponati, ki so v Almini zbirki, so sicer samo delček te naše bogate zbirke, vendar izjemno izpovedne. Razstavo Azija me je povsem uročila v potovanju Alme Karlin je pripravila kustosinja razstave, univerzitetna diplomirana antropologinja in etnologinja Barbara Trnovec, ki je s strokovnimi sodelavci pripravila tudi izjemen katalog o razstavi, pravzaprav kar monografijo o Alminem potovanju v slovenščini in angleščini, ki sta jo založila Celjski pokrajinski muzej in znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Izdal pa jo je oddelek za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v nakladi 800 izvodov. Otvoritve razstave v Pokrajinskem muzeju Celje v pritličju stare grofije, ki so jo popestrili s kulturnim programom japonske glasbe na tradicionalnih inštrumentih in s tradicionalnim japonskim plesom buto, na koncu pa začinili še z azijskimi prigrizki, se je udeležilo veliko število obiskovalcev, med katerimi je bil tudi japonski veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Masaharu Yoshida. Rokometaši Celja Pivovarne Laško v državnem prvenstvu ostajajo neporaženi. Sinoči so v 7. krogu s 26-20 slavili na gostovanju v Kopru. Celjani so po srečanju na obali vse misli usmerili k nedeljskemu obračunu v Ligi prvakov. V dvoboju neposrednih tekmecev za uvrstitev v osmino finala najelitnejšega evropskega tekmovanja bo v Zlatorogu gostoval norveški prvak Elverum. Generalka celjskih rokometašev pred enim ključnih obračunov v letošnji Ligi prvakov je uspela. Celjani so na obali brez večjih težav vknjižili še 7. prvenstveno zmago. Pričakovali smo težko tekmo, vendar prvi polčas odigrali res maksimalno v obrambi. Zelo malo tehničnih napak smo imeli na tej tekmi, mislim, da celo samo 3. Tako da zelo odgovorno, sploh v prvem delu. Potem pa smo v drugem delu poskušali spočiti igralce in dati priložnost tudi vsem ostalim, kar se je pokazalo, da ni bilo obramba ni bila več na takšnem nivoju, ko smo si jo
želeli in posledica je bila tudi takoj menjava, kajti Koper se nam je nevarno približal in potem nekako rutinirano pripeljali tekmo do konca. Nikoli nismo prišli do lahke zmage, tako da smo se res dogovorili, da odigramo maksimalno in predvsem v obrambi smo bili zelo dobri, morda še kakšna napaka preveč v napadu, tako da mislim, da smo predvsem tukaj zlomili tekmo v zaključku prvega polčasa, nato smo, mislim, da dokaj rutinirano držali razliko v drugem polčasu, čeprav smo na trenutke malce preveč popustili, ampak smo ponovno stopili na plin in zasluženo slavili. Po 4 zaporednih porazih v Ligi prvakov bo nedeljski obračun z norveškimi prvaki že eden ključnih za napredovanje iz skupinskega dela. Tudi Norvežani so tako kot Celjani v uvodnih 4 krogih 4-krat izgubili. Sicer pa gre za tipične predstavnike skandinavskega rokometnega sloga. Poznamo dobro norveškega prvaka, sestavljen iz skandinavskih igralcev, igrajo skandinavski rokomet, hitri so, hitro zaključujejo napade, imajo enako izvrstne strelce oddaleč, če ne greš, če si preplitek, pa če imajo te strelci svoj dan, so zelo nevarni, zelo hiter prenos, proti napad, krila skače, zelo malih kotov, tudi najboljši strelec je krilni igralec. Vendar v napadu so nekako, tako bom rekel, nepredvidljivi, zaradi te svoje hitre igre so na teh tekmah, katere smo pogledali, delali dosti tehničnih napak in to je naša priložnost, sploh jih siliti v te tehnične napake z našo tako agresivno obrambo, 6-0 agresivno obrambo, ko smo jo pokazali tudi na dosedanjih tekmah. O nedeljskem nastopu Poteka in Makuca bo imela zadnjo besedo zdravniška služba celjskega kluba. V torek sem proti koncu treninga dobil udarec koleno. Doktor Đurić je rekel, da ni velike težave, da ne bi smelo iti oziroma privleči do večje poškodbe, tako da upam, da bom do nedelje pripravljen. Celjski igralci so prepričani, da leži ključ do morebitne zmage proti Norvežanom v dobri igri v obrambi. Vedno, ko smo letos odigrali dobro obrambo, smo zmagali oziroma bili do konca v igri za zmago. Moramo biti agresivni vseh 60 minut, vleči pol kontro. Moramo izkoristiti to, da je Ferlin res v zelo dobri formi. Moramo izkoristiti vsako njegovo obrambo, da povlečemo, da probamo zabiti lahke zadetke in predvsem zmanjšati število napak v napadu in mislim, da bo to ključ do zmage. Mislim, da bo ključ v naši agresivni obrambi. Bomo poskušali tudi kak protinapad odigrati, zadeti kak lahek gol, izkoristiti Ferlina, tako kot je Gale rekel, in izkoristiti njihove napake, tako da čim več njihovih napak, čim manj naših in mislim, da bo to ključ do uspeha. Celjani želijo za razliko od prvih domačih tekem proti Flensburgu in Aalborgu tokrat dobro odigrati vseh 60 minut. Če bomo res pravi vseh 60 minut, sicer nas je nekaj moči nam je ta teden sigurno pobral, dolgo potovanje, se sigurno pozna iz Pariza, potem še ta tekma v Kopru, katera je bila zelo zahtevna. Potem smo še imeli to nesrečo, da se je v torek, sta se 2 igralca poškodovala, da si je Vid kar močno spahnil 2 prsta, takoj na začetku treninga, da je Makuc prijel močan udarec v koleno, tako da smo mogli tudi ta trening predčasno prekiniti. Nedeljski obračun v Zlatorogu se bo začel ob 17. uri. Jutri bo v zahodni in delu srednje ter južne Slovenije pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, drugod bo prevladovalo sončno vreme, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj. Soboto in nedeljo bo v vzhodni Sloveniji še po večini sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, toplo bo.
Ja, takole, pred nami je konec delovnega tedna, jutri je petek in vikend, naužite se ga, lepo vreme bo, vsi pogoji za dobro druženje so tukaj, zato izkoristite lepe dni, ki so pred nami. Pa hvala lepa za današnjo pozornost, spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Srečno!